Pozdravljene, čudovite dušice. Kot veste, sem na dopustovanju in sem prejela vaša 3 vprašanja o meni in sem se odločila, da na ta vprašanja odgovorim kar tukajle na posnetku. In ta vprašanja, katera sem prejela, so sledeča. Prvo vprašanje je takšno. Maja, kakšna si v zasebnem življenju, ko ugasneš kamero in odložiš delo? Opisala bi sebe na takšen način, da sem umirjena. Predvsem se dam v svoj steber, v svojo moč, v žensko energijo in skozi ta moj ženski pretok potem lahko kreiram to, kar čuti moje srce, oziroma lahko sploh slišim pretok, ko sem umirjena. Zelo rada sem povezana z naravo v teh trenutkih in si podarim kakšno lepo misel, predvsem uporabljam dosti moje angelske karte, afirmacijske šepete, ker me hitro vrnejo v ta moj proces zavedanja in ljubezni do sebe. Tako da sem umirjena, sem na momente navihana, sem polna energije, predvsem pa sem v stiku sama s seboj in takrat mi je pri srcu v bistvu najlepše, najtoplejše in predvsem, ko si dovoljujem to mojo ranljivost, ki pride skozi moje srce. Tako. Drugo vprašanje je, katera življenjska izkušnja te je najbolj oblikovala in naredila takšno, kot si danes? Ena življenjska izkušnja je bila res takšna zanimiva, ki me je peljala v moj proces do še večjega zavedanja sebe, svoje dušne resnice. In ta izkušnja je bila, ko sem izgorela nekaj let nazaj in si nisem upala priznati, kdo sem, kakšna moč je v meni, predvsem pa, da tako močno zaznavam angelski pretok. In izkušnja se je zgodila, ko sem bila v nezdravem razmerju z določeno osebo in sem iz tega momenta zelo, zelo hvaležna, da je prišla v moje življenje in me naučila prisluhniti sebi. Naučila me je izražati svojo resnico, predvsem pa me je naučila imeti rada sebe oziroma se zaljubiti v svojo lastno energijo, v svoje, se pravi moje življenje in ta izkušnja me je res naredila posebno. In delček te izkušnje, delček te rasti je opisan tudi v knjigi Afirmacijsko perje ljubezni na obali, prvi del. Tako da ja, to je bila ta posebna in enkratna izkušnja, ki me je pripeljala nazaj v svoje srce in v ta trenutek zdaj, kot sem, takšna kot sem najlepša. In tretje vprašanje je, kaj je tista lastnost pri tebi, na katero si najbolj ponosna in katera je tista, ki se je še vedno učiš sprejemati. Najbolj ponosna sem na to, da si upam izražati svojo resnico in da si dovoljujem čutenju moje resnice, da lahko kreiram kreacije, da lahko kreiram to, kar dejansko je v meni zapisano oziroma s čimer sem prišla na ta svet in da lahko upravljam svoje poslanstvo, ki je zelo, zelo široko in je nekaj neizmerno velikega. Tako da ja. Učim pa se vsak dan kaj novega, ali sprejemanja, ali še vedno zaupanja v življenje, ali tega, da se vedno znova opominjam, da me lahko vedno znova v vsakem trenutku objema angelska ljubezen.
učenje je vsakodnevno, ampak ni takšno učenje, kot je bilo na začetku, skozi lekcije, skozi odnose, ampak je sedaj lahkotno učenje, ki vsak dan potrka na vrata mojega srca in me opomni, da tukaj nisem sama, da se vedno lahko povežem z angelsko ljubeznijo in sprejemam in zaupam toku življenja, ki je pred menoj. Tako da, ja, to so ta 3 vprašanja, na katere sem želela odgovoriti in med vas podeliti delček sebe, delček moje umirjenosti, a hkrati tudi navihanosti. Tako da, če vas še karkoli zanima, tukaj je okvirček, ki lahko napišete svoje vprašanja in seveda boste prijeli tudi moje odgovore, tako da vas močno objemam, en lep morski pozdrav, pa se kmalu vidimo in slišimo.